Spoštovani, prelep planinski dober dan vsem, ki ste prišli na plan na ta gorski nedeljski točno opoldan. Praznovati 40. rojstni dan planinskega doma pri Krnskih jezerih. Ni nas malo takšnih, ki vedno najdemo priložnost pravo, da iz udobja 4 sten pobegnemo na plan, v naravo in depresijo, zatohlost 4 sten pred televizijo zamenjamo za visokogorja harmonijo. Začutimo planin pradavljen klic in že smo v brezskrbnem zavetju žvrgolenja ptic, med plesom žuželjk po medičini travniških cvetic, skalami in kamni tlakovana tla obsijana žgočim soncem nas vodijo na vrhove nemih mojstrov gor, ki nagradijo vsak naš napor. In če tudi od doma stopiš obrabljen, prepirljiv in prazen, le en dotik narave in cel svet je bolj prijazen. Ko se vzpnemo nad navadno bivališče, se znebimo običajnih občutkov in to je najvišja svoboda popolne nenavezanosti. Ravnodušnost do preteklosti in prihodnosti in zgolj večna sedanjost sovpadanja. Če tudi živimo v še tako lepem in udobnem domu, ne obstaja nadomestilo za tako neopisljivo harmonijo, lepoto in zdravilnost, kot nam jo ponuja moč gora. Joža Čop, začetnik zimskega alpinizma, gorski reševalec in najvidnejši alpinist svojega časa, je rekel, da smo korak pod vrhom še vedno bliže dnu kot vrhu. In vrh ni razposajen vrhunec, je samo najvišja točka tega dne, čez katero pelje pot v dolino in zadovoljen vsak dan. Živeti zadovoljno in izpolnjeno pa je težko. Veliko lažje je iz kavča slediti gibom razburljivih, a ne doživetih filmskih podob. Prav ta življenjska nuja po izkustvu, radovednost, hrepenenje in seveda ideja o širjenju planinstva kot najpristnejši obliki do gora, ljubezni do gora, je že v 80. letih v planinskem društvu Nova Gorica sprožila poglobljene aktivnosti za izgradnjo planinskega doma pri Krnskih jezerih. Menda so to možnost prvič omenili že v prvem desetletju prejšnjega stoletja, resneje pa so se za mislijo začeli ukvarjati leta 1970. Razmišljali so o montažnem objektu ter začeli iskati primerno lokacijo v bližini obale Krnskega jezera, vendar je bila ta po ogledu komisije za plazove neprimerna. Zato so kasneje našli rešitev prav tukaj, severno od planšarije nad Dupelskim jezerom. Projektant, inženir, arhitekt Radoš Zgornik se je pri projektu zgledoval po podobi okoliških pastirskih staj z več objekti združenih v funkcionalno celoto. Koča, pred katero se nahajamo, vsebuje neprecenljivo žlahtnost vztrajnega dela številnih planincev, ki so ob gradnji sodelovali z več kot 30.000 urami prostovoljnega dela. Tu so se ob petkih, sobotah in nedeljah planinci vseh primorskih društev, nekaterih sosednjih iz Jesenic, Bohinja in Ljubljane ter zamejskih iz Čedada, Trsta, Gorice in Celovca od maja do septembra udeleževali prostovoljnih delovnih akcij ter tako prispevali nezanemarljiv delež k izgradnji koče, ki je predstavljala dolgoletni sen ne samo novogoriških in morskih, ampak vseh slovenskih planincev. Novi sodobni planinski dom je dobil končno podobo z otvoritvijo 8. julija leta 1984. Obiskovalcem prekrasnega območja Krnskega jezera in Pogorja se je izpolnila želja po planinski postojanki v tem delu zahodnih Julicev. Odmislili so lahko nepotrebno večurno pešačenje med Lepeno, Krnom in Komno brez primernega in udobnega počitka. Premraženim in premočenim planincem se ni bilo več treba vračati v dolino. Ljudje se rodimo svobodni, po naravi dobri, a smo povsod in vedno vkovani v verige civilizacije, ki brez stika z naravo vse hitreje pozablja, da satovi narave pripadajo vsem, zemlja sama pa nikomur. Človeško srce pa, ki je proč od narave, postane trdo. Med 4 stenami naših običajnih bivališč in službenih okolij
se naše nedolžno samoljubje pretvarja v egoizem, ki razpira vrata pregreham predsodkov, samoljubju, zavisti, pohlepu, sovraštvu, nadutosti, nečimrnosti in zlorabi naših moči. V naglici življenja se naša vsakdanja igra imenuje dajmo, vse brez mira. Gore pa počivajo in zviška opazujejo ta naš ponoreli, priganjajoči svet iztira. Čim bolj pa se približamo nežnim gorskim krajem, tem bliže je naša duša svoji prvotni čistosti. To čarobno potovanje skozi svetlobo in lepoto gorskega kraljestva nam ceni mnoge človeške rane ter odzema naši duši marsikatero skrb. Daje ji čistost, moč in svobodo, da postane v gorah vsa radost našega bivanja, v zrnu peska videti cel svet in nebo v cvetlici na poljani, imeti večni čas v hipu ujeti in neskončnost držati v dlani. Spoštovane planinke in planinci, k pozdravnemu nagovoru ob 40. obletnici izgradnje koče pri Krnskih jezerih vabim predsednico društva Lidijo Vončina. Pozdravljene, spoštovane planinke in planinci, dragi gostje, podpredsednik Planinske zveze in direktor Kobariškega muzeja, gospod Martin Šolar, župan občine Kobarid, gospod Marko Matajurc, predsednik meddruštvenega odbora, gospod Dušan Plesničar, naša bivša predsednica, 8-letna predsednica, gospa Slavka Muravec, vsi predstavniki sosednjih planinskih društev, ki ste nas danes obiskali, in vsi prijatelji. Danes v tem čudovitem planinskem okolju Krnskega pogorja praznujemo dve obletnici. 75-letnico planinskega društva Nova Gorica ter 40-letnico otvoritve planinskega doma pri Krnskih jezerih, katerega otvoritev je bila 8. julija 1984. Takrat sem bila tudi sama udeleženka prireditve in se mi niti ni sanjalo, da bom ob 40-letnici govorila tukaj kot predsednica. Poseben pozdrav bi namenila tudi našim tako imenovanim legendam društva, ki smo jih nameravali pozdraviti v svoji sredini, vendar nam vreme ni bilo naklonjeno in tega ne moremo storiti. Zato bom vseeno navedla te čudovite može, ki so soustvarjali ta dom in naše društvo. To so Florjan Cvetohvala, Rajko Slokar in Rado Zgonik. Omenjeni gospodje so v svoji planinski karieri ogromno doprinesli za dobrobit našega društva. Florjan Cvetohvala, ki je bil 20 let predsednik društva, je častni član društva, je bil eden od pobudnikov za gradnjo tega doma, vodja gradbenega odbora pri gradnji planinskega doma, vodja številnih izletov zahtevna tuja in domača gorstva in še bi lahko naštevali. Prejemnik je vseh društvenih priznanj in priznanj Planinske zveze Slovenije. Prejel je tudi Brodtkovo nagrado, svečano listino Planinske zveze. Pred 2 dnevoma pa mu je na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku Mestne občine Nova Gorica bila podeljena nagrada Mestne občine Nova Gorica. Rajko Slokar, častni član društva, predsednik Planinskega društva Nova Gorica med letoma 1985 in 1993, nato podpredsednik društva, član gospodarskega in gradbenega odbora, dolgoletni planinski vodnik v društvu, ki je polno zasedene 50-sedežne avtobuse planincev popeljal v skoraj vsa evropska gorstva. Prejemnik vseh društvenih priznanj in priznanj Planinske zveze Slovenije. Leta 2001 prejemnik nagrade Mestne občine Nova Gorica, 2006 svečane listine Planinske zveze, 2010 občinskega priznanja Športne zveze, 2017 pa prestižnega priznanja Državnega sveta Republike Slovenije za prostovoljstvo. Radivoje Zgonik
arhitekt, ki je zasnoval in naredil načrt za našo postojanko pri Krnskih jezerih in bil kasneje vse do upokojitve društveni arhitekt ter svetovalec pri raznih projektih, ki jih je društvo potrebovalo. Za zasluženo delo je prejel bronasti znak Planinske zveze Slovenije in bronasti znak Planinskega društva Nova Gorica. V imenu vseh članov društva in jim za ves vložen trud in vsa odrekanja v zasebnem življenju izrekam iskreno zahvalo. Ostali bodo zapisani v zgodovini društva kot neomajni, delavni, vztrajni in, če se malo pošalim, tudi trmasti. Ti zadnji besedi naj zvenita pozitivno, kajti le z vztrajnostjo in strmo so lahko doprinesli društvu to, kar ste slišali. Poseben pozdrav danes velja tudi vsem tistim, ki ste danes tu in ste v času gradnje delali prostovoljno ali pa tudi kot izvajalci. In ste kakorkoli prispevali k izgradnji objektov in kasneje pri elektrifikaciji doma. Zgodovina Planinskega društva Nova Gorica sega v leto 1949 po razmejitvi med Italijo in Jugoslavijo. Planinci so se takrat odločili, da bodo ustanovili novo društvo. Ustanovni občni zbor so imeli v osnovni šoli v Solkanu 10. aprila, prvi predsednik je bil Kazimir Škarabot in novo ustanovljeno društvo je že ob koncu leta štelo 311 članov. Člani upravnega odbora so takoj po ustanovitvi z neverjetno zagnanostjo vlagali moči in zbirali sredstva za izgradnjo koč in obnovo starih opuščenih vojaških objektov. Že leta 1950 so slavili prvo zmago, otvoritev Stenkove koče na Trstelju, leta 1951 je sledilo odprtje Gomiščkovega zavetišča na Krnu, otvoritev lesene barake na Kekcu, ki so jo pripeljali iz Čepovana, pa je bila leta 1953, zidane koče pa 1959. Vojaški objekt v Lepeni so dali v uporabo leta 1953. Manjkala pa jim je točka, ki bi planincem med Lepeno, Krnom in Komno nudila zavetišče. Tako je dolgo leta tlela misel in ideja o lokaciji koče v tem prelepem predelu. Poleg skrbi za planinske koče se je v društvu vedno skrbelo tudi za pridobivanje članstva in organizacijo izletov, najprej lažjih, nato pa vedno bolj zahtevnih. V planinskem društvu so začele nastajati tudi planinske postojanke in leta 1981 jih je društvo štelo 11. Planinske skupine. Žal, sedaj planinskih skupin skoraj ne obstaja več, razen naslednica bivše skupine iz tovarne Male, bivše tovarne Iskra, sedanja se imenuje Male, ki jo vodi Silvana Pelicon. Iz dveh planinskih skupin pa sta nastali novi društvi, to je Planinsko društvo Valentin Stanič Kanal in Planinsko društvo Brda. Prav tako so ustanovili alpinistični odsek že v zgodnjih letih, kasneje pa je ta zamrl in so ga ponovno oživeli v poznih 60 letih prejšnjega stoletja. Velik vzpon alpinistov pa je zaživel ob prihodu v društvo doktorja Jožeta Andlovica in njegovih podvigih, ki jih je opravil v Himalaji. Ogromno sta v odsek alpinizma prispevala brata Pavel in Peter Podgornik ter Tamara Likar. Poleg tega navedenega za koče imamo v društvu sedaj gospodarski odsek, ki se ukvarja v največji meri tudi sedaj s kočami in tudi je najbolj trd oreh našega društva. Res je, da nam prinaša prihodke, a ti so včasih več kot zasluženi. Odsek se vsako leto bolj sooča z večjimi težavami. Obratovanje koč je velikokrat pod vprašanjem, ker ni razpoložljivega kadra za delo. Letos smo poskusno oddali dom dr. Klementa Juga v najem. V naši sredini pozdravljam tudi najemnika. Gospodarski odsek skrbi
Gre za investicije, popravila in redna vzdrževanja. Še v tem letu planiramo zamenjati kritino na Stenkovi koči na Trstelju in začeti sanacijo sanitarij ter postavitvijo čistilne naprave na Kekcu. Upamo, da nam bo uspelo tudi na Krnskih jezerih zaključiti dela, ki niso bila pred 2 letoma zaključena za energetsko sanacijo. Pridobivanje dobrega kadra za delo v planinskih kočah se je zaradi poslabšanja družbenih razmer v zadnjih časih zelo spremenilo. Vse to zelo hitro kvarno vpliva na zdravo planinsko atmosfero, ki smo jo planinci s trudom in srčnostjo gradili dolga desetletja. Nekulturno obnašanje nima prostora v idiličnem okolju naših gora, kjer se lahko človek kvečjemu spočije v mirnem sožitju z naravo. Zaradi pomanjkanja delovne sile se zato na žalost rešitev kaže le v oddajanju koč v najem. Odsek deluje pod vodstvom Cvetka Dominka, razen na Gomiščkovem zavetišču, ker ga je letos prevzel Igor Kleč in zanj tudi vzorno skrbi. Tukaj na Krnskih jezerih pa se za dokončanje del po energetski sanaciji s pomočjo izvedencev trudi Pavel Perjančič. Mladinski odsek, ki ga vodi Nika Horvat, šteje 7 planinskih vodnikov in pokrivajo tudi 10 osnovnih šol. Njihova glavna dejavnost je organiziranje planinskih izletov in organiziranje mladinskih planinskih taborov. Naslednje leto bodo praznovali že 50-letnico organizacije planinskih taborov. Skrbijo za izvajanje aktivnosti povezane s planinstvom in tudi izvajanjem akcije Ciciban planinec, ki je namenjena najmlajšem, in akcije Mladi planinec, namenjene osnovnošolcem. Letos so se 3-krat udeležili orientacijskih tekmovanj, 2-krat so dosegli prvo mesto. Še letos imajo v planu organizacijo tekmovanja orientacij. 28-članski alpinistični odsek pod vodstvom Roka Mirta se najraje giblje v vertikali in pleza v strmih, gladkih stenah. Na vsake 2 leti organizirajo alpinistično šolo, kjer vzgajajo nove kadre. Letos so lahko še posebej ponosni prav tako naše društvo na uspeh člana alpinističnega odseka Filipa Princija, ki mu je uspel vzpon zgodovinskega pomena. V italijanskih Dolomitih je opravil vzpon ocenjen z D15, ki je nastala leta 2016 in je takrat veljala za najtežjo na svetu. Filipov vzpon je kot 5. do zdaj opravljen v stilu DTS, kar pomeni, da uporabljajo za plezanje v skali, cepine in dereze. Vodniško-izletniški odsek pod vodstvom Antonija Gleščiča letno izpelje okrog 40 izletov različnih zahtevnosti v domačih in tujih gorstvih. Izlete vodi 20 licenciranih planinskih vodnikov, ki so po novem vpisani v razvid športnih delavcev pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Poleg pohodništva v odseku organizirajo tudi turno-kolesarske izlete in turno smučanje, občasno tudi šolo varne hoje. Trenutno sta najbolj aktivna pri organiziranju izletov Darko Božič in Maja Kajzer, ki sta oba tudi podpredsednika društva. Odsek za varstvo narave, ki šteje 8 članov, deluje komaj 5 let. 4 leta so bili organizatorji vseslovenskega naravovarstvenega tabora, soočajo pa se s pomanjkanjem kadra in za odsek skrbi Tjaša Mirt. Na področju markacij in vzdrževanja poti se skrbi Albert Furlan s pomočjo 7 članov in skrbijo za vzdrževanje 110 km poti, ki se nahajajo po kraških hribih v okolici Trstelja, v okolici Nove Gorice in seveda poti v Krnskem pogorju. Društvo ima redno zaposleno Tino Mavrič, ki je povezovalna nit med odseki, gospodarskim delom, člani in delavci po kočah ter zasuta z vso korespondenco, ki gre preko društvene pisarne. Skrbi tudi za redno objavljanje društvenih novic in urejanje novic na spletni strani društva. Za nabavo imamo Zorana Trojerja, ki je vedno pripravljen vskočiti tudi v delo v planinskem domu pri Krnskih jezerih in je poleg tega tudi naš društveni praporščak.
Naše društvo pa bi nujno potrebovalo odsek, ki bi deloval na založništvu in informiranju. Zadnja leta so vse zadeve urejale priložnostno. Ob koncu vsakega leta izdajamo brošurico Kdaj kam, v kateri so objavljeni letni programi vseh odsekov. Brošurico prejmejo vsi člani. V zimskem času organiziramo s pomočjo Slavke Murovec nekaj predavanj s planinsko tematiko, ki se odvijajo v Goriški knjižnici Franceto Bevka. Članstvo je trenutno v porastu in se je v zadnjih letih gibalo med 680 in 800. Planinci smo najbolj množična športna organizacija v Sloveniji. Planinstvo združuje številne dejavnosti povezane z gorami. Športne aktivnosti, ki se večinoma izvajajo v naravnem okolju, se dopolnjujejo in bogatijo z različnimi oblikami kulturnih in drugih dejavnosti. Pomembna osnova številnih dejavnosti so planinske poti ter koče, ki so sad dela številnih generacij markacistov, oskrbnikov, gospodarjev koč in društvenih delavcev. Kako peljati naprej, da bodo gore tudi zanamcem nudile varno planinarjenje in zatočišče v planinskih postojankah, je veliko vprašanje. Naraščanje stroškov nemalokrat presega prihodke, zato kako nadaljevati in kako obstati. Ni le vprašanje našega društva, ampak splošnega odnosa države do slovenskega planinstva. Verjamemo v rešitev in se želimo, da bi tudi mladi planinci ohranjali in cenili delo, ki so ga pred nami opravile številne generacije slovenskih pridnih delovnih rok planincev. Spoštovani, vsem, ki ste danes prišli, se hvaležno zahvaljujem. Želim vam veliko lepih užitkov v objemu Krnskega pogorja, varen korak na vseh poteh ter varen spust v dolino. Draga naša Lidija, da bi sama sebe se hvalila, res ne bi bilo lepo, a tukaj sem zdaj jaz za to. Beseda je premila, če rečemo, da si glih ti že 36 let gonilna sila planinskega društva in dobra vila. Kot zlokovca srna velikokrat skočila si na vrh Krna. Ker po gorah in hribih leta si in leta lezla, si vse kaže tudi ti se neomajnosti, delavnosti ter vztrajnosti nalezla. Za ta planinski virus, gleda, znašli niso še cepiva in tudi za današnje slavje sta prav ti in tvoja hecna trma kriva. Tudi tebi hvala za ves tvoj srčno trmast doprinos k delu društva in bodi ponosna na to. Čeprav pravijo, da ponos in trma iz istega sta grma, če jo ne bi bilo, le kaj našim dejanjem bila bi krma. Že pred več kot stoletji se je Cankarjev kurent ozrl na to našo prečudovito deželo in s temi besedami zapel hvalnico. O, domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel, tod bodo živeli veseli ljudje. Skopo je miril lepoto, ko jo je trosil po zemlji od vzhoda do zahoda. Šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl nanje. Puste leže tam, strme proti nebu in slepimi očmi ter prosijo milosti. Nazadnje mu je ostalo polno prgišče lepote. Razsujo je na vse 4 strani, od Štajerskih goric do strme Tržaške oblale, ter od Triglava do Gorjancev in je rekel, veseli ljudje bodo živeli tod. Pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje. Kakor je rekel, tako se je zgodilo. Božja setev je pognala kal in je rodila, vzrasla so nebesa pod Triglavom. Oko, ki jih ugleda, ostrmi pred tem čudom Božjim. Srce ustrepeča od same sladkosti, zakaj gore in poljane oznanjajo, da je Bog ustvaril paradiž za domovino veselemu rodu, blagoslovljenemu pred vsemi drugimi. Vse, kakor je rekel, se je zgodilo. Bogatejši so pač drugi jeziki, pravijo tudi, da so milozvočnejši in bolj pripravni za vsakdanjo rabo. Ali slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja
Iz zemlje same zveni kakor velikonočno potrkavanje in zvezde pojo, kadar se na svoji svetli poti ustavijo, ter se ozro na čudežno deželo pod seboj. Vesela domovina, pozdravljena iz veselega srca. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. Po letni vročini na strme vrhi, da tam si spočijem samoti srce. Kjer potok izvira v skaloju hladan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, če tudi je svet, začaraš čudesi mi večkrat pogled. Tujina smehljaje kazala mi kras, le na te sem mislil ljubeče vsak čas. O tebi sem sanjal sred svetlih dvoran, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Nekoga moraš imeti rad. Pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen. Nekomu moraš nasloniti roko na ramo, da se lačna nasiti bližine. Nekomu moraš. To je kot kruh, kot požirek vode. Moraš dati svoje bele oblake, svoje drzne ptice sanj, svoje plašne ptice nemoči. Nekje vendar mora biti zanje gnezdo miru in nežnosti. Nekoga moraš imeti rad. Nekoga moraš imeti rad, pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen. Ker drevesa in trave vedo za samoto, kaj ti koraki vselej odidejo dalje. Ker reka ve za žalost, če se le nagne nad svojo globino. Ker kamen pozna bolečino, koliko težkih nog je že šlo čez njegovo nemo srce. Nekoga moraš imeti rad, nekoga moraš imeti rad, z nekom moraš v korak, v isto sled. O trave, reka, kamen, drevo, molčeči spremljevalci samotnežev in čudakov. Dobra, velika bitja, ki spregovori samo, kadar umolknejo ljudje. Spoštovani, planinci ne sodimo k tistim, ki bi šele med knjigami in na njihovo pobudo začeli premišljevati. Navajeni smo misliti na prostem, ko hodimo, skačemo, plezamo, plešemo.
še rajši po samotnih gorah, kjer celo poti postanejo zamišljene. Knjiga narave nam daje čutiti dihanje živega zraka na prostem, vetra visokogorja in ledenih sap višavja, ki izmozgajo telo. Ta knjiga diha in ni nabita z mrtvo učenostjo kot tista iz papirja, ki je pogosto sama sebi namen. Kar ustvari narava, ima v sebi večnost in ne more biti grdo. In če človek resnično ljubi naravo, lahko povsod najde samo lepoto. Hoja po hribih je romantični način življenja, ki združuje enake, pomeni iskanje lepote in sreče. Saj že stari slovenski pregovor pravi, naravi nasproti, sreča na poti. Po planinah hodimo z očmi in ne z nogami. Sami svoji gospodje v nadzemeljski omami, v čarobni prostosti, kjer ljudje smo le redko gosti. Vse knjige sem zaprl, ena sama pa ostane vsem očem odprta za zmeraj. Knjiga narave. Zatorej nazaj k naravi. Temveč je zadovoljna s sedenjem svojih travnikov, čarobnim odsevom čudovitih gorskih jezer in dragocenimi kamninami svojih planin. Šel bom. Med visoke majske trave bom šel. Trave so lepe, trave so dobre, trave so zdrave, trave imajo svojo modrost, prastaro modrost zemlje. Trave so daleč od ljudi. Šel bom med visoke majske trave,
Trave so pokončne in pokonci umirajo. Trave niso ljudje. Med travami je vse razumljivo in preprosto, kot tekanje mravelj in prizadevanje žuželk. Še smrt. Trave imajo veliko dušo in mehke zelene roke. Šel bom in se mednje vrgel na obraz. Narava je prijatelj tišine, drevesa, cvetje in trava raste v tišini. Zvezde, luna in sonce se premikajo v tišini, ki jo človek potrebuje to, da bi se lahko dotaknil svoje duše. Tišine bi rad. Velike tišine neba pod jesen. Da čujem zreli molk utrnih bilk in omogojoča srca molčečih dreves in spokojno lesketanje voda, ki se mi nikamor več ne mudi. Naj vas občutim, predano usihanje korenin in sinjo govorico neba, ki neslišno prigovarja vejam, praprotim in remotnim čebelam. Spati, spati. Tišine bi rad. Velike tišine neba pod jesen bi rad. Da mi do razbolelih, razklanih globin seže njena dobra materinska dlan. Gore so nemi mojstri, ki nas delajo svoje učence molčeče, a ne brezčutne. Resne, a ne melanholične, zadovoljne, da bivamo in mislimo. Naše vse preveč žive želje pa potajijo na dno srca, da nam postane pri duši lahko in sladko, kot bi bila večna pomlad. Takrat se v višinah visokogorja spomnimo nekdanjih znamen svoje upletenosti v nizkotni pekel imena, starosti, poklica, kariere in vse to se nam zazdi smešno, nepomembno in neznatno, kakor privid. A zgolj strastmi lahko premagamo njihovo lastno nasilje. In ena takih je ljubezen do gora, ki vztrajno obvladuje številne planinčeve strasti, da ta slednjič posluša in uboga le še eno strast. Strast vrline. In takšna strast vrline je gnala tudi pionirje izgradnje koče, pred katero stojimo in ki je v 4 desetletjih nudila zavetje mnogim planincem. Spoštovani, k pozdravni besedi vabim še enega strastnega planinca, tudi gorskega reševalca, župana občine Kobarid, gospoda Marka Matajurca. Hvala lepa za besedo. Dovolite mi, da vas prav lepo pozdravim v imenu občine Kobarid in seveda tudi v mojem imenu. Seveda vas bom pozdravil tudi v imenu postaje Garasobovca, ki mi je dal tudi načelnik postaje Garasobovca tudi mandat, da vas pozdravim, ampak najprej bom rekel nekaj besed kot župan občine Kobarid. Seveda najprej bom pozdravil tudi vse planinke in planince, predsednico planinskega društva Kobarid, Gorica, Lidijo Vončina, tudi podpredsednika Planinske zveze Slovenije, gospoda Martina Šolarja, seveda tudi našega, malo kar našega občana, pravim direktorja muzeja v Kobaridu. Tako da resnično tudi vsem lep pozdrav, tudi vsem ostalim, ki ste tukaj prišli. Kaj ne rečem, kot občina Kobarid se zavedamo, da tudi vi v Krnskem pogorju pišete eno lepo in uspešno zgodbo, ki je tudi v občini Kobarid, bom rekel, prepoznavna, videna in tudi na to smo tudi mi ponosni. Zavedamo se, kaj vse to pomeni, da nekomu nekaj nudiš, ki je pač potreben nekega tople besede, toplega čaja, toplega zavetišča v teh koncih in še kako je tudi pomembno, da ne samo to nudimo, ali pa nudite, pravzaprav nudite tudi, da to naravo, ki je pač v tem koncu, da jo date tudi čuvati, vzdrževati, seveda in jo date ceniti. Mi kot občina Kobarid nedvomno, da se hočemo z vami povezati, ki se tudi povezujemo, imamo tudi dobre
kontakte, stike, odnose in seveda vam poskušamo pomagati, ko nas vprašate za kakšno pomoč, ki jo pač rabite, bodi si na območju samega, če rečem samega Krna ali pa pri Krnskih jezerih, pa pravzaprav tudi pri sami Koči, pri Gomiško in Zavetišču na Krnu. Resnično, če rečem si kot občina Kobarid, želimo, da to zgodbo skupaj nadaljujemo, soustvarjamo in da bomo naslednjih 40 let še vedno tako dobro sodelovali, kot se sodelujemo do zdaj. Ob tej priliki vam rečem kot župan občine Kobarid, da moje besede so te: želim si, da se zgodba nadaljuje. Naj bomo na tem področju uspešni vsi skupaj, kajti lahko le skupaj tako dobro pletemo in tkemo te dobre začrtane poti, ki se jih pač pred 40 letmi postavili z novim Kočo, pa tudi že pred 75 leti, ki imate letos tudi praznujete 75-letnico tega planinskega društva. Seveda, bom rekel, tudi kot član postaje GRS-ovca, ki tudi tukaj velikokrat rešujemo ljudi, ki so pač tako ali drugače potrebni naše pomoči, se vam moram zahvaliti v imenu društva postaje GRS-ovca, da resnično vedno, ko smo tukaj, spremete nas toplimi rokami, ponudite nam hrano, pijačo, prenočišča, tako da resnično ste nam še kako dragi v teh nekih težkih trenutkih, ko rešujemo, pa bom rekel v zelo slabih vremenih tudi tukaj in resnično smo vedno, vemo, ko gremo na območje, če rečemo reševati na območje Krnskega jezera ali Pogorja Krna, se vedno imamo tisto v glavi, da pač imamo tukaj nekoga, ki nas vedno toplo sprejme. In ta toplina naj nas vedno spremlja. Za konec bom rekel, bodimo planinci še naprej, kajti planinci znamo čutiti, spoštovati, ljubiti in biti ponosni na vse to, kar imamo. Hvala lepa, bodite zdravi in srečno, kjerkoli boste. Planine so mu prebudile občutek, ki ga ni mogoče posredovati. Vsi resnični gorniki ga dobijo in nihče med njimi ga ne more izraziti. Zato je toliko srečne samote v njih, je leta 1951 v Črni krizantemi zapisal Edvard Kozberg. Delo je ljubezen, ki postane vidna, in če ljubimo življenje v delu, vstopamo v največjo skrivnost življenja. Saj kaj pomeni delati z ljubeznijo, če ne tkati obleko iz vlaken našega srca, da bi vanjo oblekli sočloveka? In takšna obleka je tudi ta Koča, ki so jo in ste jo gradili nam in planincem in že 4 desetletja nudi še kaj več kot le varno in toplo zatočišče. Upajmo le, da nam ti 4 križi naše Koče res ne postanejo težki križi in bo država spremenila svoj mačehovski odnos do skrbništva vseh planinskih postojank in planinstva nasploh, kjer tudi korenini zavest slovenskega naroda. Slovenske gore in planinska druščina so nam vsem ljubiteljem gora dale veliko. Hvaležni smo lahko, da smo del velike planinske družine, ki obeta, da bo svojo domoljubnostjo, drznostjo in predanostjo še naprej ohranjala slovensko lice slovenskih gora. Krasna si bistra hči planin, Bartka v prirodni si lepoti, kot ti prozorni globočin, ne vite temne srd ne moti. Krasna si hči planin, krasna si hči planin. Tvoj tik je živ in je legat, koliko deklet z planine, in jasna si kot gorski zrak, in glasna si kot spev krepat. Planinske je mladine, planinske je mladine. Krasna si
krasna Sihči planin, Sihči planin. Krasna si Bistrahči planin, ti meni si predraga znanka, ko z gorskih prišumiš dobrav, od doma se mi zdiš poslanka. Krasna Sihči planin, krasna Sihči planin. Bog sprimite tu sred planjav, nes očami pozdrave, na rosah sinjega neba, na rosah zelenih gora, lepoto to si bila, lepoto to si bila. Krasna Sihči planin, Sihči planin. Krasna si Bistrahči planin, brtkal prirodni si lepoti kot ti, prozorni globočin nevihte temne srtne moti, krasna Sihči planin. Ti meni si predraga znanka, ko z gorskih prišumiš dobrav, od doma se mi zdiš poslanka, nesoča mnog mi, ljub pozdrav, Bog sprimite tu sred planjav. Kako glasno, ljubo šumljaš, kako čvrsto, krepko skakljaš, ko sred gora še pot imaš. Ako pridereš na ravnine, zakaj te živa radost mine? Kaj trudno lezeš in počasi, zakaj so tožni tvoji glasi? Težko se ločiš od hribov zibelke tvojega valovja, mar veš, da tečeš tik grobov, grobov slovenskega domovja. Obojno bolj pač tu trpiš, v tej boli tožna in počasna, ogromna solza se mi zdiš, a še kot solza krasna, krasna si Bistrahči planin. Brtkal prirodni si lepoti kot ti, prozornih globočin nevihte divje srtne moti. Pa siroti tebi žuga vihar grozan, vihar strašan, prihrumev z gorkega bojuga, divjav čez plodno boravan, ki tvoja jo napaja struga. Gorje, da daleč ni ta dan, nad tabo jasen bo oblok, krog tebe pa svinčena toča in dež krvav, in solz potok, in blisk in grom, bitva vroča, tot sekla bridka bodo jekla, in ti mi boš krvava tekla. Kri naša te pojila bo, sovražna te kalila bo. Takrat se spomni bistra Soča, kar gorko ti srce naroča, kar bude shranjenih voda v oblakih tvojega neba, kar vode v tvojih bo planinah, kar bude v cvetnih je ravninah, ta čas pridrvi vse na dan, narasti, uskipi v tok strašan, ne stiskaj v meje se bregov, srdita čez bregove stopi ter tujce, zemlje lačne utopi na dno razpenjenih valov. Videl dežele sem tuje, videl sem tuje nebo, zdaj v rodne kraje potujem, da bi spet videl svoj dom. Daljne dežele so lepe,
najlepše pa sijejo zvezde, tam, kjer moj ljubi je dom. Kot makov cvet, kot cvet deklet, vabi me rodna dežela. Kot lastovka se vračam tja, kjer sem nekoč bil doma. Slišal šumenje Savice, Triglav bom videl in Bled, šel bom v Vinske gorice, šel bom na Pohorje spet. Vabi zasanjana Trenta, vabi Ljubljansko polje, vabi me sončna Dolinska, kjer stare lipe šumi. Kot makov cvet, kot cvet deklet, vabi me rodna dežela. Kot lastovka se vračam tja, kjer sem nekoč bil doma. Kot lastovka se vračam tja, kjer sem nekoč bil Planinstva prvi čas v mladih dneh ti, kralj goriških gor, si mi natočil in njo si vlil lepoto, zdravje, smeh, vse to si fantu mlademu izročil. In rekel si, glej, tvoj planinski raj, Vipavsko, Brda, Kras, goriške gore. In sem poljubil, in sem pil njih slaj, in pel noset seboj presvetle vzore. Planinstva prvi čas v mladih dneh, ti, kralj goriških gor, si mi natočil. Nič več, mi bridko je na tujih tleh, kako težko sem se od tebe ločil. Že iz davnih zapisov izvemo, da so v dušah Slovencev obstajala lepotna občutja sreče v sožitju z gorami, saj so bili pripravljeni trpeti vse mogoče zlo, celo lakoto, preden bi jih zapustili. Slovenci smo znani individualisti in morda je prav ta želja po samoti tista, ki veže slovensko srce na gorski svet. Gore, kjer se stikata zemlja in nebo, se zdijo primeren kraj za odvozlavanje večne uganke, ki jo postavlja prastara človeška sla in stiska. Kaj sploh je življenje, kaj človek in kaj vse? Spoštovani, k nagovoru vabim ob današnji spominski svečanosti, ob 40. obletnici izgradnje planinskega doma pri Krnskih jezerih, podpredsednika Planinske zveze Slovenije in direktorja Kobariškega muzeja, gospoda Martina Šolarja. Dober dan, spoštovane planinke in planinci, spoštovana predsednica Planinskega društva Lidija, predsednik meddruštvenega odbora Dušan, prijatelj, župan Marko Matajurc in mnogi drugi. Preden vam uradno čestitam, kar bo na koncu tega zelo dolgega govora, dovolite, da ta moj govor popestrim z majhno osebno noto in s povezanostjo s temi kraji. Ponavadi rad to naredim, tudi če moram kakšen uvodnik za zbornik napisati ali kaj takega. Kot nadebuden mladec, alpinist, vodnik, smo gledali tamle čez Skomne v tele konce, prihajali sem
in dejansko rekli, tukaj nekaj manjka. In veseli smo bili, ko smo slišali, da se bo začela graditi tale koča. Zanimivo, sem prihajal, ker je moj soplezalec tukaj delal električno napeljavo, podjetje Elmond Bled je izvajalo ta dela, in ko boste v 50-letnici koče morda izdali kakšen zbornik, bo še kakšna taka zanimiva cvetka prišla na plan. In z veseljem smo gledali, kako se je ta dom odprl, kako je začel služiti svojemu namenu. Posebej bi rad poudaril, da sem v nekem življenjskem obdobju, ki ni bil tako kratek, ko sem delal 25 let v Triglavskem narodnem parku, skupaj z mnogimi tukaj, s Tonijem prisotnim, žal danes neprisotnim Cvetotom, legendarnim, kot je rekla predsednica društva, s pokojnim gospodom Skrtam, iskal, gledal za možnosti, in ko boste tisti zbornik napisali, boste mogoče videli, in ponosen sem na to, da sem napisal pozitivno soglasje Triglavskega parka k prenovi žičnice in elektrifikaciji tega doma. Dom danes služi namenu in naj zdaj stopim v čevlje tistega, ki vam govori, podpredsednika Planinske zveze, in seveda, kot je rekel tudi Marko, bom rekel, Kobariškega muzeja, ki tukaj že vrsto let z vašim društvom tako uspešno prireja enega najlepših dogodkov v Julijskih Alpah, spominsko slovesnosti, pohod spomina ob koncu prve vojne, novembra. Povabljeni ste, in še enkrat hvala društvu, ki nam gre vedno pri teh stvareh na roke, tudi letos 9. novembra se upam vidimo. Predsednica je povedala, kaj vse planinsko društvo dela. Danes se v planinskih društvih, tudi na Planinski zvezi, soočamo z problemom pomanjkanja prostovoljstva. Jaz imam tudi že sivo brado, tudi sem že 60 prekoračil, pa sem skoraj pri mlajših. Težko je dobiti v mladih vrstah prostovoljce. Tam z Jožetom, ko se srečujemo na usposabljanjih in tečajih, ugotovimo, sej mladi delajo, tudi v vaših mladih odsekih se dela, kar je dobro, ampak prostovoljstva zmanjkuje, in pravzaprav ne vem, če imamo rešitev, kako bomo to nadomestili. Zaenkrat smo še tukaj, hvala Bogu, da smo, seveda bo pa treba tudi znotraj planinske organizacije, krovne ali pa društvu pogledati in morda storiti korak k polprofesionalizaciji, dobiti dobre najemnike, kar je bilo danes že omenjeno, in tako naprej. Izzivi so pred nami, ampak naj ta govor res ne bo predolg, verjetno ste tudi že lačni, žejni, upam, da ste se pa vseeno malo že odžejali. Planinska zveza Slovenije iskreno čestita Planinskemu društvu Nova Gorica ob jubileju, ob 75-letnici. 75 je ena taka fina številka, ne? Ni okrogla, ali pa je, 60 je okrogel, 70 je okrogel, ampak zanimivo je, da 75 tako zelo radi praznujemo. Letos je pravzaprav, veste, veliko društv ima 75-letnico, časi po drugi svetovni vojni, ko je bilo treba zadihati, mogoče je bila kakšna druga prioriteta, so potem tam konec 40-ih, konkretno leta 49, v vašem primeru prinesli tudi ustanovitve planinskih društv. Iskrene čestitke, če tudi so težave, jih znate premagovati in let tako naprej. In tudi moje poslanstvo ne bo, imejmo se lepo, pa varen korak v dolino. Hvala lepa. Le ljubezni odpro gore vse svoje bogatstvo in globino svoje duše. Hoče od celega moža, popolno predanost, srčnega poguma in resničnega navdušenja. Tedaj tudi vrača ljubezen z ljubeznijo, in kogar ljubijo, ga visoko povzdignijo, te narede velikega in močnega. Oči so jim jasne, opazujejo ostro. In če spoznajo, da te niso privedle srčne želje, temveč moda, šport, gizdavost
ali slučajna muhavost, tedaj se nejevoljne odenejo z obedelimi barvami, nezaupljivo skrijejo svoje zaklade ter postanejo ponosne, mrzle in neme. Takemu tujcu nima kaj povedati. Reven gre od njih, kakor je bil prišel. Ja, le kje so tiste krnske stezice, ko se v kočah še niso pekle pice? In planincev skrb bila je prva, da smo v gore nosili drva, v dolino pa zgora smeti. Kdo pomni še tiste skromne dni, ko odmeval dober dan, planinski je pozdrav, ne pa mimohod nosov do tav. Ko smo v koči veselili se mineštreše in koščka kruha in planinarjenje ni bilo prestižna modna muha. Kot hudič imel bi mlade, v visokogorje lezejo te mestne razvade. No, ja, tako je pač to. Z leti tudi jaz ne postajam vse bolj siv, ampak tudi bolj obrabljen in prepirljiv. 4 stvari tudi mene opozarjajo, da sem se čisto malo postaral. Ko se sklonim, da bi si zavezal gojzar, zmeraj pomislim, če je še kaj za postorit pri tleh, preden se zravnam. Drugič, ko sem praznoval svoj zadnji rojstni dan, mislim, upam, da ni bil zadnji, sem imel na torti toliko svečk, da so sosedje poklicali gasilce. Tretjič, nobenih nasvetov ne potrebujem več, kako naj se obnašam svojim letom primerno, ker za to poskrbi kdo? Kdo? Moj mehur. In četrtič, da se četrte stvari ne morem spomniti za noben denar. No, mislim, upam samo, da ne bom pozabil, da imam doma ženo. Še zmeraj je lepa, samo da za to zdaj porabi ne pol ure več. No. Upam, da sem se s svojimi težavami s seksom soočil že pred 15 letih in upam, da jih bom rešil tam do tvojih 70 let. Ja. Sicer pa, ko fašeš demenco, pozabiš na impotenco. A veste tisti vico o 3 hribolascih, ki jamrajo en drugmu, kakšne težave imajo doma, ko jih žene pošlje v trgovino? Ne, pravite prvi, fant moj, prav vse, kar moram kupiti, si moram napisati na papirčka. Pole še nekaj pri batihu spunem, da sem pozabil očala. Beži, mona, tu ni še neč, reče drugi, ne? Jaz si moram tudi vse napisati na papirčka, pole, kaj stojim doma pred špijelo in si štimam krvato, ne vem, sem že bil v batihi, ali moram šele jeti, ne? Fantje moji, reče ta tretji, jaz nimam še teh težav, moram prav potrkati po lesi, tok. Ja, naprej. Ja. Eni so taki, in še dosti jih je, ki jih najbolj martrijo reči od drugih, je res, Če mi reč, da bi zmerno ljudi vedeli, kaj delajo svoji sosedje, čeprav bi bilo bolj pametno, če bi zabrihali za sebe. Že nimajo kaj delati, če jih tako zanima, kaj delajo drugi, Ma jaz sem hvišen, da imajo tudi vodi zadosti v sran ured. In čo šilfa čez druga. Ne govorim o tistih babih čakul, Kad zbiram, kadar vidijo kajšnja človeka, da se s kom pogovarja, že mislijo, da kuha kajšnu porkeriju. Pole robotaju, am Bog ti ve, kako rekončat. Dosti boljši bi bilo, če bi molčale. Ne bi to, da bi si vi mislili, da sem jaz kajšna čakula, ki sem mešal reči od drugih, kaj jaz nikoli ne delam tega. Je prav? Je prav ali ni prav, Je prav ali ni prav? Ben. Povedali so mi, tako ko bom zdaj jaz povedal vam, da
da stoji če dolman skusana ženska, ki je poročena z enim nuncem, ki je nunc kusa toka. Ona pedaščinka, lijevo in desno, s tem in zunim, Pero jaz mislim, da je ženska kusa toka, zato, ker sem tudi jaz proviral že puhno ženske, pero ju nisem dobil nobene, ker so ju ne bi tokalo. In zato mislim, da so vse dobro, zato ker so bile vse narjene v istem štampi. In so po naturi vse lihe. In tudi če je kejšna, kad dela reči, kad niso v redi, je to samo zato, ker je svoja natura stvari dela tejšne reči. Se smo tudi mi nunci lih taki, je res, Tudi nebula natura, kaj še bod stvari dela reči, kaj je žihar nabideli. In če nam tukaj reče, kaj da smo naredili, bodo govorimo, kaj, da nas je natura naredila tejšne. In kadu porka mižerja navije, da če komu natura ukaže, da naj se zaljubi, da se bo tik tak zaljubil, pa ne bo še taki počk pošeli, da bo kajšno. Tako je, ja. Natura je kriva, da rinemo v tisto luknju, kamar ne bi drhači nikdar rilni, da delamo reči, kaj drhači nikdar ne bi delili. In povedte mi, če ne bi bila natura vmes, kdo bi bil taki štronco, Taka mona, da bi se zaljubil v ženu od svojega kompareta in da bi to svojega kompareta naredil za baka. Če ne bi natura takšna, ko je. In kira ženska bi storila hrehen, natekala na rohe s svojimi moži, če ne bi natura ukazala, da mora tako delati. Ben, se tudi vi, ki ste brihtni, in furbasti, ne bi prišli sem, če vas ne bi vaša natura podrucila, da ste prišli. Ben nič reč, da nismo veseli, da ste prišli, pero zdaj bi rad, da ste kučo in da poslušaste. Se vam to povedati, če ne vem kaj drugega, ma sem pozabil. Se vam to reči, da budete pri mieri, sedite se dol, ka bo hmali konc. Mojo srčno križ kropite po planinskih sončnih tleh, kakor semejo vrzite po dolih in po bregih. Pomladi skrbi rodila, cvetke tisočire bo, te prijazno izgojila, svoje nežne hčire bo. Deve zorne dečki zali, brali bodo rože ti, ki te bodo izpravljali, devali jih na srce. In srce jih bo ogrelo, cvetje vzraslo iz krvi, da zarodi do delo, ode jim do konca dni. Mojo srčno križ kropite po planinskih sončnih tleh, kakor semejo vrzite po dolih in po bregih. Ja, tako je kot to, mislim, dajmo, priznajmo si, ne. V mladosti si niti predstavljali nismo, da bomo v pol stoletja v in na sebi nakopičili takšno bogatstvo. Srebro v laseh, porcelan in amalgam v zobeh, sladkor v krvi, kamenje v ledvicah, žolčniku in na srcu, polietilen in titan v kolkih, kobalt v kolenih, skratka svinec v nogah, šumenje Niagare v uhu in neusahljiv vir plina v trebuhu. Za slehernika konc koncev čas nič ne mara in tako kot ta bogat se tudi reveš
postara, tako na jahti kot v koči na strgani plahti. Ja, ta naš narobe svet na dva konca je razpet, med mladost in med zrelost, vmes pa je spominov most. Ko smo zdravi, se čas le redko nam zaustavi, ne oziramo se nazaj, češ le koga bi iskali tam in kaj. Z leti pa znajdemo se spet kot v otroškem sveti in trenutek bi najraje za rep povlekli in mu rekli: postoj, kako si vendar lep. V srcu, če je ta pravo, je zmeraj prostora za 1000 imenitnih stvari, ki jih ljubiti mora vse, kar živi. Na svetu si, da gledaš sonce, na svetu si, da greš za soncem, na svetu... Naj ostanejo gore vedno svetišče tistih, ki iščejo sonca. Kakor vsaka prava umetnost očiščuje in dviga naše čute, tako hrani tudi planinstvo v sebi velik etičen dejavnik. Neko nenavadno vzvišeno čustvo poje v tvoji duši, ko stojiš na vrhu visoke gore. Tako, dragi moji, že spet smo zaorali košček našega življenja polja. Kodr smo jo zasejali, naj zdaj izraste dobra volja. Ob naslednji obletnici planinskega doma pri Krnskih jezerih pa spet pridemo vam recitirat, igrat in pet. In ker se je treba za prijatelje čas vzet, vas pred srečnim spustom v dolino vabimo še na skromnejši banket. Vsakemu nekaj, to je geslo, ki naš nastop je skupaj zneslo. Nagovorili s poezijo so nas večni Gregorčič, Kugi, Zorzut in Minati, ter ponarodele pesmi okteta Sotočje hkrati. Vmes utaknili smo še zgodbe in kaprice in kakor komu smešne vice. Spoštovani planinci, končamo s to mislijo: ne pripada narava človeku, ampak človek naravi, in vse je povezano med seboj, tako kot družino druži kri. Človek ni stvarnik tkanja življenja, ampak samo vlakno v njem. Kar naredi s tkanjem, dela tudi sam s seboj. Čeprav preganjamo naravo z vilami, se bo vedno vrnila in nas nagovorila, a žal je ljudje premalo poslušamo. Ko pa bo posekano zadnje drevo, zastrupljena zadnja reka, ulovljena zadnja riba, bomo ugotovili, da denarja ne moremo jesti. S tem končan je naš program. Za vašo žlahtno pozornost prisrčna hvala vam. Če zadovoljni ste bili, nas prav od srca veseli. Bomo zapeli vsi skupaj eno. Roki, za trakom pa šopek cveti, Okrat po planini visoki, pohajam za tropom oči, saj tukaj na sončni višavi, le sam gospodar, živi lepo pameti zdravi, za muhe mi ljudske nima. prijatelje, si je treba čas vzeti, se poveseli in da zna potrpi nad njimo vrstastjo, kot prej nikoše, saj za prijatelja je dobro le najboljše. Pride noč, se zbije dan, pride življenje, nam obrne drugo stran. Poglejmo si še enkrat v oči, stisnimo se roko in priznajmo si glasno, saj za prijatelje je treba čas.